Nekako na to nakazuje tudi bedel naslova oziroma beseda trafika ob mostu, stičišče nestrpnosti, mito in zgodovine. Upam, da bom prav naglasila Jan Malec Svetel. Pravilno. Hvala. Muzej narodne osvoboditve Maribor. Začeli smo z Mariborom, čuj, ali nekako takole, in zaključujemo z njim. Vsekakor potem se še lahko bomo imeli, upam, da toliko časa, da se na debato nadaljuje, ker vem, da potem naslednji panel. Še na hitro, kolega zgodovinar, ki se aktivno ukvarja tudi s humanitarnim delovanjem in trenutno bo nekaj spregovoril o razstavi, ki je torej aktualna v tem muzeju. Pravzaprav ne bo šlo za razstavo, ampak naslov Trafika ob mostu, stičišče nestrpnosti, mitov in zgodovine je nastal naslov, ki ga je motivirala moja popoldanska pisarna. No, jaz polovico časa svojega službenega preživljam v Muzeju narodne osvoboditve, zraven kolega Uroša vodim pedagoške delavnice, v drugi polovici pa preživim dobesedno malo bom provokativen do kolega Davida, v najmanjšem muzeju v Sloveniji. Zakaj? Ker imamo eno tekmovanje, no, kdo ima manjšega. Ja. In Novi Gorici pravijo, da ima oni, mi pa seveda, ne, da je moj 7 kvadratnih metrov razstavni, absolutno. Ja. Zdaj, kustosi smo ljudje, ki smo ponavadi v muzejih v odnosu do javnosti prvi v bojni liniji. Tisti, ki zdaj z mano tukaj delite to srečo, da upravljate ta poklic, zagotovo poznate občutek, ko naprimer posameznik ali pa skupina, da vam jejo z roke, ne? Da sprejmejo vašo narativo, zgodbo, pa zraven tako odobravajoče kimajo. Ne? Ampak takih trenutkov res ne manjka. Niso pa vedno tukaj. Ne? Na drugi strani ne manjka ljudi, pri katerih pa je potreben malo večji angažma. Zato smo velikokrat v muzejih dolžni zagovarjati nekatere vrednote, ki so zmerom postavljene pod vprašaj. Zdaj, kaj bo smisel moje predstavitve? Na praktičnih primerih bomo v nadaljevanju predstavili možne načine, kako se soočiti s temi težavnimi obiskovalci pod narekovaji in kako nastopiti, ko nastopijo nasprotujoča se mnenja ter interpretacije, ki so potencialno škodljive tudi za družben razvoj. Pa še nekaj, malce bomo se dotaknili tudi tega, da lahko razstavni predmeti pa ponudbe, ki jih imajo muzeji, ki na prvi pogled sploh ne bi smeli vzbujati nekih polemik, počnejo ravno tole. V prvi vrsti bomo torej definirali vrednote, s katerimi potem v drugem poglavju bomo na hitro predstavili ta moj muzejček Trafiko za enega, v tretjem delu orodje, ki ga nezavedno oziroma zavedno uporabljamo kustosi. In kolegi predhodniki so spet nezavedno ali pa zavedno veliko govorili o čustvih, ne, kako čustva so pomembna pri tem. V četrtem delu, ki bo pa najobsežnejši, pa bomo pogledali na praktičnih primerih, ki sem jih jaz v svoji kratki karieri nekako doživel, ko sem moral zagovarjati te vrednote. Zdaj, kakšne so te vrednote? Muzeji smo zavezani vrednotam, ki so opredeljene z najvišjimi pravnimi akti, ki varujejo človekove pravice. Iz teh je izpeljan tudi ICOM-ov etični kodeks ter definicija muzejev. To je zdaj najbolj sveža definicija. Ne? In nekako, trenutek lahko pustim, da si preberete, in nekako moramo vedno triangulirati med listino človekovih pravic, ICOM-ovo definicijo muzejev in ICOM-ovim kodeksom. Nekako takole. Da na hitro povzamem vrednote, ker bi res rad prišel na tiste primere, so to vrednota inkluzije, odprtosti in trajnosti. Torej, trajnostni razvoj danes zelo poudarjamo, saj v našem svetu tudi iz ekološkega vidika so skoraj da šteti dnevi. Tega pa ne moremo doseči, če vsaj nismo na istem bregovu tudi glede ostalih vrednot. Zdaj, kaj je trafika? Čeprav gre pri trafiki muzeja za enega za netradicionalen muzej, deluje slednji načeloma po istem principu. To je razstavni prostor, ki zajema približno 7 kvadratnih metrov,
Kot takšen pa je začel delovati na pobudo lokalne skupnosti, ki je samo stavbo rešila pred privatizacijo, vsebinsko pa zapolnjuje naš muzej narodne osvoboditve. Nenehno pa razstave plemeniti tudi lokalna skupnost. Zdaj, najboljša stvar te trafike je to, da je dostopna, da je inkluzivna. Tako finančno, ker ne rabim kasirati nič, je zastonj. Vse storitve, vsa vodenja, vsi dogodki so res brezplačni. Edino, kar prodajamo, so artikli, ki pa jih tudi nekako lokalna skupnost, lokalni podjetniki so nam dali na razpolago, tematsko zapolnimo in večino zaslužka gre nazaj njim. Tako da smo res v službi javnosti, dobesedno. No. Dostopna pa je tudi fizično, vse ta steklena vrata ne skrivajo prav dosti. Zdaj, ko ljudje radovedno pokukajo noter, ker ponavadi sploh ne vedo, da gre za muzej, lahko hitro vzpostavim očesni kontakt in s tem enega izmed prvih odnosov z obiskovalci. Jaz se dosti rad pošalim, ampak rečem zares, da nekateri ljudje sploh ne vedo, da je to muzej, pogledajo noter, pridejo noter, ker mislijo, da lahko cigarete pri meni kupijo, vem pa grejo z zapolnim kupom informacij, za katere niso prosili. Zdaj pa, preden bi pa prešli na tiste konkretne primere, bi pa rad definiral nujno orodje, ki ga moramo pri interpretaciji zgodovine uporabljati. In to nujno orodje je tako imenovana historična empatija oziroma zgodovinska empatija, ali pa meni še ljubše, to sem se jaz trudil malo posloveniti, sočutje do preteklosti. Zdaj, to ni nič drugega kot sposobnost doživljanja čustvenih izkušenj in jih umestiti v življenje ljudi v preteklosti. To orodje je pomembno predvsem zato, ker preteklost postavi v kontekst, ki ga lažje internaliziramo na neki poglobljeni ravni. Banalen primer, ki nikakor ni zrasel na mojem zelniku, je to, da lahko recimo razumemo Hitlerjevo kruto in ekstremno ravnanje v kontekstu njegove krute vzgoje in očeta alkoholika, a to hkrati ne pomeni, da s tem opravičujemo njegova dejanja in da ta isti slabih dejanj ne obsodimo. Kljub spremembam skozi celotno zgodovino smo pa vendarle na vseh točkah oziroma v nekem bistvu ostali ljudje. In kot take nas definira univerzalizem čustvenega sveta. Ljudje v preteklosti so čutili popolnoma enako, kot čutimo danes. Enako so bili srečni, enako so bili žalostni, enako so bili jezni. Nekaj več mogoče lahko potem tudi pošljem to, ker imam vmes literaturo, ki vam lahko pride prav vsem. Pa da preidemo na primere. Prvi primer je Turek s pipo, ki je nekako na portali vrat trafike. In kako je lahko okras, ki je še pred kakšnim stoletjem zaradi orientalskega konteksta tobaka bil stalnica na kioskih, tak problematičen. Stvar je taka, da prva reč vzbuja ksenofobijo. Vprašanje, ki ga sem slišal neštetokrat, tako čist mariborsko, zakaj imate gor muslimana? Ziher, vi podpirate emigrante, niti imigrantni. Druga reč, torej stereotipi, se bazira na nekem stereotipu, na nekem posploševanju, pa se mi na začetku niti ni zdel tako problematičen, pa sem imel eno intruzivno misel, ko sem delal ta prispevek, ja, čakajte, obstaja pa tudi ena problematika druga, dovolite, da bom kaditi kot Turek, ne, to smo vsi slišali, ne, dejansko bazira na dogodkih iz 16. stoletja in Benetkah, ampak dajmo si prvo pogledati, da prvi problematični razlog, ksenofobija. Ta izraz označuje strah pred tujci in vsem, kar je tuje. Ksenofobni glasovi, čeprav so vselej prisotni, so postali posebej glasni v našem prostoru leta 2015, ko je izbruhnila begunska kriza, kot posledica dogodkov v Siriji. Mnogo ljudi je sprejelo načelo ustavimo čavne in s tem so oblikovalo retoriko strahu pred drugačnimi, prav posebej muslimani. Zatem se skriva argument pomembnosti domovine kot prostora statičnosti, katere državljani so povezani z občutkom skupnosti, idealno nedotaknjene od drugih svetov. Zdaj tudi mnogo predstavnikov ljudstva je uporabljalo jezik, ki temelji na tem. Mi bomo odločali, kdo pride v našo državo in kakšni bodo pogoji za vstop vanjo. 5 minut, če imam samo. Cirka.
To 7. 7 pa pol rečemo. Luftamo pa normalno, ja. Zdaj seveda to načelo, Primer preskočiti mogoče. štima. To načelo statične domovine z narodom, ki je čist, hitro pade v vodo, se pač enostavno ne drži. In pri popravljanju tovrstnih zmot moramo biti še posebej dosledni. Zdaj, tudi to hočem ponavadi razložim iz primerov mariborske zgodovine, saj je nekoč industrijski Marburg imel relativno mednarodni značaj. Kaj je to spremenilo? Druga svetovna vojna, če ne še kaj prej, torej holokaust, ena majhna stvar poznana kot holokaust, in pa povojna, seveda, povojni revanšizem, ko je tudi nemško prebivalstvo na koncu koncev zapustilo mesto. Drug problem, ki pa pripomore k stereotipizaciji, pa je težava, za katero nimam konkretnega odgovora. Zdaj, Turek, poglejte ga, je bil od začetka na trafiki, ko so postavili, ne? Potem pa so v 70 letih ga prebelili, in mi smo se odločili, da ga povrnemo. To se mi na začetku ni zdelo problematično, potem pa, ko sem razmišljal, vrnili smo nazaj nekaj, kar je problematično. To je podobno, kot da bi nazaj postavili kip konfederacijskega generala, ki je bil sužnji lastnik. Ali pa da bi nazaj, mogoče, bolj ekstremno, preimenovali kakšno institucijo nazaj v, ne vem, Adolf Hitler, kaj zvem kaj. Da pridemo, da ne bom kregan glede časa. Druga reč, ki je zelo problematična, jaz imam tam časopise ponatise, ne, in to je naslovnica časopisa prvega, ko je Maribor postal svoboden, iz 9. maja 1945. Dan pred tem še imamo Marburger Zeitung, ko je svastika gor, ne, naslednji dan pa Joža. Tako znotraj znanstvenega zgodovinopisja, kot žal tudi politike, obstaja veliko dilem glede dogajanja med drugo svetovno vojno in dogodki po njej. Ne. Zdaj, v ta istih krogih je čutiti nekako bipolarno pozicijo. Ne. To pa pomeni, da sta oba nasproti stoječa kroga nekako rigidno zacementirana na svojem mnenju. To pa žal vpliva na napačno izpačeno javno dojemanje tragične zgodovine, kar pa ne omogoča pravilnega celjenja ran. Generacijska travma je nekaj, kar se prenaša iz starejših na mlajših, in to nekaj generacij traja. Ne. Zdaj, Josip Broz Tito je zagotovo ena izmed oseb, ki vzbuja paleto čustev. Ne. Ker je govora o čustvih, pa prav pride preomenjeno historično, orodje, historična empatija. V praksi sogovornike pozovem k temu, da se odprejo in skušajo obesediti razlog, zakaj imajo takšno mnenje. Običajno je, da imajo zavzeto ekstremno pozicijo na eni strani ali pa na drugi strani, tudi svoj odnos do prejšnje države, do odporniškega gibanja Tita, imajo ljudje za svoje pozicije legitimne razloge. Ne? Krivica mogoče, ki se je zgodila kakšnemu družinskemu članu, nacionalizacija premoženja, poboji, bodi si z ene, druge strani in tako naprej. In na pojasnjevanju čustev sogovornika lahko pričnemo graditi mostove. Pri tem gre za osnovne teorije argumenta. Torej, z izgradnjo mostu upamo, da lahko dodamo nek del, ki pomaga pri transkripciji težav, ki jo imata obe strani, slednje pa lahko vodi k neki konsolidaciji teh problematičnih tem. Ne. Tak pogovor vodim z uporabo tako informalne logike in pragma dialektike. To pa skušam vnesti narativo, ki je seveda tudi faktično podkrepljena, hkrati pa z neko res iskreno željo po izgradnji pravičnejše družbe. Naslednja reč, s katero se soočam v trafiki, je tudi ta razbijanje mitov. Razbijanje mitov. Ne? Adolf Hitler je stal na balkonu mestne hiše na Glavnem trgu. To ne drži. Ne? Nikoli ni bil zgoraj, ampak kako recimo spoštovati ali pa ohraniti integriteto posameznika, ki trdi, da je starejši gospod pride pa reče, jaz sem ga pa videl, ko sem bil mali. Ne? Ja, kako niste ga mogli videti, če ga ni bilo gor. Ne? Ampak zato je potrebno razumeti, zakaj ljudje sploh mite ustvarjamo. Ne? Od nekdaj jih imamo sposobnost, da oblikujemo predstave, ki so onkraj vsakdanjega življenja. Miti nam pravzaprav povedo, kdo smo. Niso nič drugega kot neke manifestacije naših notranjih konfliktov in želja. Naša naloga pač ni, da delamo psihoanalizo ljudi zdaj na terenu. Ne? In za naš cilj res ni potrebno
tega početi. Le razumeti je potrebno, da obstajajo čustveni razlogi, ki nas vodijo v neko mitsko dojemanje in razumevanje sveta. Ko razumemo to, lahko ta mit lažje nadomestimo z resnico. Naše bistvo torej ni povedati, da imamo mi prav, ampak da umestimo posameznikovo življenje, doživljanje, spomin, čutenje znotraj pravilnega konteksta. In recimo to rešimo lahko tako čisto pragmatično. Maribor ima res nenavadno zgodbo, saj ga obiskal Hitler, in čeprav ni bil na balkonu, to ne minimizira pač vaše izkušnje. Zdaj imam še par poglavij, samo na hitro. Antisemitizem, ne? Zdaj spet je antisemitska retorika postala bolj prominentna in se iz nekih kotičkov družbe razširila. Tudi v mainstream medije, na koncu, če želite. In pri tem ni izjema nikakršna tudi slovenski prostor. Zdaj, da se ne bom tega držal, bi rad povedal en primer, ko je k meni prišla poljska družina. Pa smo začeli seveda govoriti, mama, ata, 2 otroka, pa jim jaz začnem predstavljati okupacijo Maribora, pa me gospa vstavi pa reče, ja, saj Hitler je bil slab, samo vsega pa ni imel narobe, ne. Prosim, in mi reče, ja, glede Judov pa je imel prav, ne. Kako zdaj to rešiti, ne? In potem jih hkrati začne v istem tonu, preden sploh svoj šok uspem premagati, mi začne govoriti, ja, da pa Judje vodijo svet od zadaj, pa da so Judje koronos izmisli, in začne z nekimi takimi stvarmi, ki nasprotujejo vrednotam Evropske unije. Da so nas tudi, da nas želijo pocepiti, da nam hočejo vzeti svobodo, v glavnem vse tiste teorije zarote potegnejo ven. In kako ravnati z takšnimi ljudmi, ne? Zdaj lahko z pragma dialektiko spet poizkusimo, ampak prepričanje je težko potem spremeniti, ne? Začnemo z zgodbami žrtev holokausta, da približamo, da mogoče bi tu provali, pa tudi ni šlo v tistem primeru dotičnem, ne? In ker zgodbe niso imele željenega učinka, mi še je gospa sama, glede na stereotipiziranje, očitala, da sem jaz Jud, ker pač mogoče imam večji nos ali pa ušesa, in da imamo pravne možgane. Zdaj njen mož je hkrati to prekimaval zraven, otroka pa sta se vidno sramovala. To, da mladi svet stoji in še obstaja neko upanje, ne. Naposled sem videl, da ta pogovor pač ne vodi nikamor, tudi jaz imam omejen čas, in zato sem jo opozoril, da je tak sovražni govor, kot ga pač ona zdaj tukaj prikazuje, pri nas sankcioniran in prepovedan z zakonom. In pač, ker je ona zdaj gostinja tukaj, pri naši državi, kjer se pač to spoštuje, naj ne govori tega tako na glas, no. Ja, ničelna toleranca do rasizma in antisemitizma je. Potem pa še recimo imamo primere homofobije in transfobije, saj recimo ko je teden ponosa v Mariboru, izobesimo zastavo, ne? In seveda to marsikoga tudi zmoti, marsikdo glasno komentira, hodijo pa ljudje dobesedno tudi not pridejo, pa kaj vi one na P podpirate, ne? In bom s tem tudi, bom končal. Kako zdaj s tem delam, ne? Nevednost mi je, da ljudje uporabljajo nepolitično korektni jezik, mi je nevednost pri njih malce ljubša, saj če je človek neveden, ga lahko izobraziš, ne? Problem je pri tistih, ki so a priori sovražni in prepričani v take stvari. Kaj s tistimi narediti, ne ponujam vseh odgovorov. Mogoče bi lahko še kaj danes povedali glede tega, ampak ker me res preganja čas, bi pa končal z tem, da pa je primer najvišje vrednote, je pa življenje. In tudi v muzeju, to je iz naslovnice večera, ko je en gospod hotel skočiti z mosta. In v tistem momentu sem pustil odprto trafiko, požvižgal sem se na vse predmete, ki so noter, in karkoli se bo zgodilo s tistimi predmeti ta čas, da sem šel ven pa ga dol potegnil, ne. In nekako s tem bi zaključili. Hvala za pozornost. Če pa me želi kdo kontaktirati, se opravičujem, pa hvala za